In v studiu pozdravljam predsednika vlade Roberta Goloba. Dober večer, dobrodošli v našem studiu. Če začneva kar z včerajšnjim burnim dogajanjem na vrhu vaše stranke, izključili ste 2 člana, poslanko Mojco Šetinc Pašek in svetovalca Roberta Pavšiča. Argument pa je bil, niso streljali na isti gol. Kaj te metafore pomenijo? Kateri gol, kdo strelja, kam strelja? Ne, lejte, bolj pomembno. Včeraj smo imeli izvršni odbor in svet stranke. Svetu stranke je več kot 80 najvidnejših posameznikov. In vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Niti eden ni bil proti izključitvi. Niti eden ni bil tisti, ki bi odpiral svojo agendo. Tako da informacije v medijih, ki jih predstavljajo užaloščeni posamezniki, ne nujno ustrezajo resnici. Kar se tiče obeh izključenih, izključitev iz stranke je najhujša možna, če hočete, sankcija, ki lahko stranka uveze. In tega ne bi naredili, če ne bi bilo zelo jasno, da oba v stranko vnašata razkol, iz stranke nosita ne samo prave, ampak tudi lažne informacije in jih plasirata tudi v medije in da je njuno delovanje v resnici škodljivo, tudi za državo. V resnici smo se vsi strinjali, da druge izbire nama enostavno niso pustili. In danes bi se odločil enako. Pa se govorili prej s poslanko, slišali smo, da je bila presenečena, ni vedela, da se bo to zgodilo, ni mogla pojasniti svoje plati zgodbe. Postopki so popolnoma jasni, ona bo še vedno imela možnost, da pojasnjuje, če bo to želela, ampak mi gremo naprej. Mi se moramo ukvarjati s tem, kar so nas zaupali volivke in volivci, in to je, da upravljamo Slovenijo. Zanikali ste tudi včeraj večkrat, da bi pozvali k odstopu predsednico parlamenta in podpredsednico, dosedanjo podpredsednico stranke Urško Klakočar Zupančič. Ste govorili tudi o tem, kako je z igranje na isti gol. Ali to pomeni tudi, da morajo vsi poslanci, vključno s predsednico parlamenta, podpreti predloge vlade? Ker vemo, da predsednica ni glasovala za razrešitev kmetijske ministrice. Včeraj sploh ni bilo govora o tem. Že to, da na včerajšnjem, na obeh sejah, sploh nismo govorili o tem, kar zdaj vi govorite. Pove vse o tem, kako se tendenciozno prikazuje dogajanje v stranki, ne vem, z namenom, da se vznemiri ljudi, ni potrebe. Ampak to stranič vaših članov, ne o tem govorite? Mogoče so te nekateri izključeni tisti, ki to širijo, ampak ne bi o tem. Kaj pomeni to, da predsednica parlamenta ni več podpredsednica vaše stranke? Ste rekli, zasebni razlogi preobremenjena, ampak včeraj je bilo videti, bi rekla, neko žalost z njene strani prizadeto, saj ona zdaj umaknjena iz vodstva Gibanja Svoboda. Ona se je sama odločila, k temu je ni nihče nagovarjal, tako da razlog je pojasnila sama. Jaz mislim, da dajmo ji toliko spoštovanja izkazati, tako ona sama pojasni razloge, da se ji tudi verjame. Dobro, gledajte, politične razmere so zelo napete, sploh je vznemirila koalicija vaša napoved o krčenju ministerskih mest. In to potem, ko je vlada že pa razširila v prvem zakonu število ministerskih mest. Boste skušali umiriti te politične razmere, recimo z glasovanjem o zaupnici, morda vezano na ta novi zakon o vladi? Ne vem, odkje vam te informacije. Niti niso razmere napete, še manj je govor o kakršnikoli zaupnici. Ne vem, odkje jih pobirate. Tisto, kar je pa res, je, da od lanskega decembra, ko se je vlada potem tudi razširila, do danes so se vmes zgodile poplave. In pri poplavah je potrebno tudi najprej varčevati. In ja, če bomo šli iz ministrstev 20 na 12 ali celo manj, to je bistveno manj kot je 17, preden smo se povečali, bo to tudi varčevanje. Ampak bolj pomembno, videli smo pri odzivu na poplave, kako pomembno je, da ministrstva dihajo kot eno. V primeru enega ministrstva, ki je upravljalo z cestno infrastrukturo in drugega, ki je upravljalo z posegi v vodotoke, dokler sta bila ministra 2. Stvari niso stekle. Občine niso dobivale denarja. Ko smo dali to pod eno vodstvo, v tem primeru pod gospod Alenko Bratušek, od takrat naprej so stvari, ki so prej zdaj nemogoče, poplavni odziv, so postale realnost. Od takrat naprej je sodelovanje z občinami zgledno, od takrat naprej imajo občine denar, ki ga krvavo potrebujejo na svojih računih. To je tisto vse, kar šteje. In verjamem, da enako zgodbo, kot je ta, vam lahko pokažem na množici preostalih primerov. In to je tisto, kar šteje. Če bomo šli v rekonstrukcijo, nismo samo odprli pogovore, odprli smo jih, če bomo šli, bomo z namenom, da bo vlada delala bolj učinkovito in da bojo ljudje od vlade več imeli. Ker koalicijski partnerji, ko smo slišali, so zadržani, pravijo, videti je, ko da se vse čas ukvarjamo samo sami sabo. Tudi pravni strokovnjaki svarijo, ker v bistvu bi to pomenilo spet proceduralne zaplete, morda referendum, enega smo že imeli, potem združevanje ljudi, služb in tako naprej. Združevanje je vedno bolj enostavno kot
ustvarjanje novih, upam, da je to vsakemu jasno. Pri združevanju pomeni samo to, da je mogoče manj kabinetnih zaposlitev in manj ministrskih mest. Mogoče je to tisto, kar moti koalicijske partnerje, verjamem, da se bomo o tem pogovorili in našli rešitev. Ali to pomeni tudi, da še nimate kandidatov za izpraznjena ministerska mesta, ne vemo, za kmetijstvo in za okolje? V resnici jih imamo, ampak smo dogovorjeni, da dokler se ne razčisti, koliko bo ministrstev v vladi, jih ne bomo razkrivali. Za vsako od mest imamo kandidata, ki je pristal na to, da lahko ga kandidiramo za ministra. Ampak bilo bi popolnoma nefer, da jih danes izpostavljamo javnosti, potem bomo pa ugotovili, da smo ta ministrstva skrčili in šli mogoče na švicarski vzor 7, se vem, da to je iluzija za Slovenijo. Ampak Švica ima 7 ministrstv. Mogoče včasih fajn pogledati na okoli. Dobro, tukaj soglasje verjetno bo zelo težko doseči v koaliciji, boste vztrajali pri tem, je to... Ponovim, pogovore smo napovedali, ker verjamemo, da bodo tudi partnerji pokazali razumevanje za popoplavno obnovo na način, da moramo pri tem biti učinkoviti in varčevati. Nekdanja notranja ministrica in nekdanji generalni direktor policije sta bila zelo, bi rekla, decidirana, zelo kritična do vašega ravnanja, pač v času, ko ste opravljala to funkcijo, direktno ste na nek način obtoženi nedopustnih praks v smislu kadrovanja, določanja, kdo mora celo biti odpuščen iz službe in koga je treba zaposliti. Nič od tega ni res, jaz sem to že povedal včeraj. Ampak on vas ste bila z imeni, ne? Recimo Martina Jazbeca se mora odpustiti, on vas ste z imeni nastopil. To sem jaz o tem z bivšo ministrico dosti govoril in sem ji že takrat, preden je odstopila, povedal, da to ni res. Pa ustrajala iz njenih znanih razlogov, zakaj ne bi to bilo res. Pa bom drugače povedal. Edini pogovor, ki sem imel z njima, še posebej z Lindavom, edini pogovor je bil preden je vlada sploh nastopila. Vlada je nastopila 1. junija, jaz sem se z njima pogovarjal maja lansko leto. Skupen cilj vsem nam je bil, da očistimo Slovenijo, v tem primeru tudi policijo, janšizma. Zakaj? Mi smo šli na volitve s tem. Jaz se dobro spomnim, tudi v vaših studiu smo govorili, ko bomo in če bomo zmagali in če dobimo mandat ljudi, bomo počistili s temi zavržnimi praksami, s temi, ki so pripeljali do zaplinjanja Ljubljane, do zlorabe policije in še vseh ostalih inštitucij. In če kje, kdo ve, veste to vi. Tudi na RTV-ju smo se zavezali vsi skupaj, da ga bomo očistili janšizma. In jaz vem, da vi natančno veste, kaj to pomeni. In ko nekdo ugotovi, preden je imenovan, da ta cilj mu je v redu, potem pa, ko je imenovan, nanj pozabi. Če pa jaz kot predsednik vlade ne morem z ministrom se pogovarjati, kje smo se zgrešili, zakaj skupnega cilja ne moremo uresničiti, s kom pa ne se pogovarjam? No, to očiščenje janšizma je seveda pri opoziciji sprožilo velike, precej hude reakcije, tudi prijavo na Evropski komisiji. Ne? Vprašanje je, ali nekdo izgubi službo samo zato, ker je pripadnik te stranke. Nihče ni izgubil službe in tudi na RTV-ju nihče ni izgubil službe in tudi zaradi RTV-ja so nas te isti fantje in punce prijavili na Evropsko komisijo in so bili zavrnjeni. Zato, ker v Evropski komisiji pa le niso tako neumni, kot si naši bivši vladarji, tisti, ki se znova želijo povzpeti na oblast, mislijo. Ampak še več, ne samo, da oba trdita, mislim, da vi boste sicer prišli pred parlamentarno komisijo, verjetno vas bodo to sprašali in boste tam natančno vedeli, ampak vendarle te obtožbe terjajo odgovor. Govorijo o konkretnih imenih, vi pravite, sploh se nismo pogovarjali, ne z gospodom Lindovo, so se pogovarjali, ne vem, Vesno Vuković omenjajo. Ne, še več. Veste, imam papir strani policije, v katerem piše črno na belem, bom predstavil preiskovalni komisiji, da se nisem vpletal v noben operativni postopek. S gospodom Lindavom od dne 1. junij, ko je bil imenovan, do dneva, ko je zapustil vlado, in to je bilo v letošnjem letu, tudi videla se nisva. Kaj šele, da bi govorila ali da bi mu dajal kakršnakoli navodila. Z ministri se bom pa vedno pogovarjal, ker je to moja naloga in moja dolžnost. Še več, oba sta lagala tudi pred komisijo. Imam priče, ne samo papirje. In z velikim veseljem bomo pred preiskovalno komisijo predstavil priče in papirje. Ne moja beseda užaljenega, odstavljenega. Bodo prišle priče z vami na pričanje? Ne, priče bojo prišle same na pričanje, brez mene. Še to, na podlagi pričanja, ki je bilo za zaprtimi vrati, poslanka Nove Slovenije pravi, da obstaja utemeljen sum, da ste delovali v škodo varnosti države. Zdaj neuradno tega poslanka ni rekla, naj bi šlo za to, da ste vplivali celo na to, kdaj bo aretacija ruskih državljanov, zaradi tega, ker je bil takrat referendum. Je to res, ste to res naredili? Lepo vas prosim. To je še ena od tistih, jaz sem imel halucinacij, ki so popolnoma neresnične, ker so tudi meni popolnoma nedosegljive.
Noben predsednik vlade nima te moči, da bi kaj takega lahko dosegel. Še posebej ne, da bi to zahteval. Drugačno vprašanje pa je, gospa Tatjana Bobnar kot ministrica v resnici v ta proces sploh vključena ne bi smela biti. In če ima informacije, ki jih jaz nimam, se na ravni vodstva policije. Se je za vprašati, od kje njej te informacije, kot politiku, ker ona je bila politik. To je prvo. In tukaj nastopi ena zelo zanimiva situacija, ker o teh nesrečnih ruskih agentih do danes ni bilo nikoli govora. Tudi ko je ona odstopila po tem prijetju. Ni bilo govora. Kaj vam hoče povedati? Potrebovali so očitno 9 mesecev, da so prišli z novimi halucinacijami, ker niso mogli dokazati česa, da se dejansko nisem upletal v nobene operativne postopke, ker se tudi nisem. No, mislim, očitke sicer stopnjujejo, pa to bo na tej točki končala to zgodbo, zagotovo ni še končana, ne, tudi vi boste še pričali, seveda pred komisijo. Danes so stavkali člani sindikata SVIZ, pravi, da ne pristajajo na predlog, ki ga je vlada ponudila. Vemo, da so pogajanja v resnih težavah, tudi ministrica je odstopila. Kako odgovarjate SVIZ-u? Pravijo, ne spoštujete učiteljev? Glejte, pogajanja tečejo. To, da nekdo sredi pogajanj stavka, je pač očitno v Sloveniji folklora. Videl sem nasmejane obraze danes na stavki, moče se jim je zdelo zabavno. Jaz bom pa drugače povedal. Doživeli smo poplave. Danes je naša naloga, in to je bila glavna tema današnje vlade. 3 ure smo se pogovarjali o popoplavnih zakonih. Kako bomo o ljudeh, ki so ostali brez vsega, kako bomo gospodarstvu, ki je ostalo brez sredstev za proizvodnjo, kako bomo njim in občinam, kako jim bomo pomagali, da se prej postavijo na noge. Vzporedno s tem je potekala stavka, v tem primeru učiteljev, ki so zahtevali kaj? Višje plače. Jaz mislim, da vseeno se treba zavedati, prosim lepo, realnosti, v katere živimo. Če želimo pomagati, in jaz razumem, da smo Slovenci solidarni, jaz verjamem, da smo, potem moramo najprej na prvo mesto dati prioritetno, da pomagamo ljudem, ki so bili prizadeti, ki danes ne vejo, s čim se bojo ogrevali, danes ne vejo, kje bojo spali. No, ampak zdaj vas bom pa tako izvala. Ne? Danes je del plazu nad Strugami pri Lučah. Ne? Vemo, da so tam ljudje ogorčeni, da so že napovedovali proteste, pravijo, vse gre prepočasi, ne vemo, kako bo zima, deževje se začenja. Kako pa na to odgovarjate? Da v bistvu, Odličen primer ste dala. Struge so eden od tistih primerov, kjer žal je treba sprejeti v tem primeru zelo nepriljubljeno odločitev, da so ti objekti nevarni za bivanje in da se morajo prebivalci zaradi ogroženosti življenj izseliti. V tej državi je bolj malo junakov, ki se to upa ljudem povedati. Pa je šel kljub temu državni sekretar, Šefic, po mojem nalogu, tle sem pa dal navodilo, v Struge mi je to povedal v petek. V soboto sem bil sam z njimi na zboru v Žalcu in sem jim povedal isto. Stroka pravi, da je vaše življenje ogroženo. Morali se boste izseliti. Smo razumeli, zakaj jim je to težko sprejeti. Ampak smo bili jasni. Jaz sem bil jasen. In danes se je izkazalo, da so to želeli vedeti prej, ne? Danes se je izkazalo, da so bili strokovni argumenti, ker je stroka tista, ki o tem odloča. Mi lahko samo sporočamo to, kar stroka pravi. Ker je stroka prejšnji teden jasno ugotovila, da je točno ta plaz, ki se je danes žal sprožil, tisti, ki se ga ne da hitro sanirati in ki bo ogrožal življenje v tem zaselku v naslednjih letih. Takoj, ko smo to informacijo dobili od stroke, smo jo tudi sporočili naprej. In jaz več kot toliko ne moramo narediti. Ljudje so pa vedno navezani na svoje domove, v tem primeru je šlo celo za primere, in to je pomembno, ko se ljudje zaradi tega, ker so se borili s posledicami poplav, niso oddali prijave škode. To smo zvedeli v soboto. Danes, od sobote do danes, smo interventni zakon že spremenili, da bojo lahko naknadno oddali prijavo, zato da ne bi bili oškodovani. Te isti ljudje iz teh istih Strug. V soboto so nam dali pobudo in danes smo že dali na vladi potrjeno v zakon. Take hitrosti si ne morate niti predstavljati. In tako mi skrbimo za tiste, ki so poplavljeni. Ko dobimo pobudo, jo takoj realiziramo. Ampak za ljudi še vedno prepočasi, samo še to, kdaj... Ne, ni prepočasi, ravno obratno. Tako pravijo, ne, oglašajo se. Kdaj pričakujemo denar iz evropskih, iz Bruslja in koliko pričakujemo? Ne vemo, da gre za sklad za 4. Prijava je šla prejšnji teden v Bruselj, tako kot je po načrtu. 100 milijonov lahko pričakujemo letos, načeloma, in 300 milijonov v prihodnjem letu. Na tak način smo
je tudi oblikovana prijava. Jaz verjamem, da bomo uspešni, tudi zaradi tega, ker smo za to prijavo uporabili tudi zunanjo pomoč in najboljše možne metodologije. Najlepša hvala za pojasnila. Še veliko je vprašanj in tem odprtih, ampak o tem, kdaj kasneje, uspešno delo seveda vam želim. Hvala tudi vam.